Marjanca je nazaj. Sam to sem čakal, res. Bomo mi to celo štalo začeli malo drugače, kajti, jaz ne vem, vi verjetno ne veste, mi dva veva, da eden izmed nas treh danes praznuje. In to nisva midva. In to nisva midva, ampak je... Teja. Vse najboljše za te. Daj ti po, jaz grem pa darilo. Vse najboljše za te. Poj počas! Vse najboljše za te. Ne glej. To sem čakal od prve epizode in da lahko izkoristim, da Mateja rojsten dan, da vsem trem zrihtam nekaj, kar si želimo že od začetka. Kako smo lepi. A smo redo? Jo, kje pa si? Lepo darilo, hvala v imenu Teje za njen rojsten dan. Hvala. Se tu Miklavž prinesel, Ja. smo vsi trije dobili, drugače ni fera več. Hvala, da imaš rojsten dan. Hvala, da si se spomnil. Mi imamo pa zdaj vse finaliste letošnje sezone in to so Tim, Tjaša, Tamara, Anja, Stanislav pa Nik. Zmagovalec današnje arene in da si postal zadnji finalist letošnje kmetije. Koga nismo pričakovali med finalisti, pravilen odgovor je Stanislav in Nik. Ja, Ja. absolutno, ampak Stanislav si je zaslužil. Res je zaslužil. Stanislav je prigaral si finale in čist zasluženo, tako da res lepo. V bistvu ta prvi teden, ko smo imeli dva Stanislava na posestvu. Gleda dobro ta kmetija. Tako moje živali, vse so dobro urejene, vse. Ker je prišel Stanislav starejši. A? Veš, ko družine pridejo na obisk Teja? A je, fotor tudi Stanislav. Je. Boš na žepu Božjo? Kako pa dela osliček? Kako dela sliček? Kako dela osliček? Iskrca v očeh praznuje rojsten dan, najlepše darilo, ki ga je lahko dobil, s harmoniko so pršali in šli so delati. Šli so pa delati. Še Tamalislav je delal. Tamalislav in Starislav, ne? Ja, Kaj je pa Ata, Stari Slav. A ja, meni je bila zelo všeč ta reakcija fantov na fanta od Tjaše. Ja. Majki, mi to se kar senca naredilo čez cel posestvo, stari. Ko je to neka gora prišla, ko je to tip, stari Ronnie Coleman, ali kaj? Je še takih mišic v lifeu nisem videl. Meni je bil Nik, ki je res ta dvorni norček, ki prav njemu se je zmašal, on je kar vsi skup, pa izjava od Tima. On ima tako nogo, kot krava v hlevu. Lahko dvigneš na kozovc, pa da ne prsti malo zavrti. Bez drugače pa ne, a sta vidva karkoli razumela, kar je povedal Marcel Tjaša? Stari zelo malo. Ga je da ima rad. Ne, pogučavljajo. Pogučavljen ga je ima on rad. Tako je normalno, ko je Facebook rešen, pa je pač oseba, ker ima najrajši na svetu. Tako sem kuma čovek vidim. Je pa bil en drug prihod, ne, če zdaj o poroti govorimo. Modna pista, tu je prava stvar. Se veselim, da pridemo malo narediti akcije, ker po mojem je brez nas bilo kar dolg čas. Pogrešala jih pa glih ravno nisem. Gledajo Lauro Polono, ti so božji dar. Ja, drugače so prišle v Pedenene stari, kada so prišle v kakšen drug šov. Jaz sem lahko tako punce vsaka čas, da si upate takole s Pedene za na kmetijo. Pač tako štikle, pač tako jaz tuk štikl nimam v omari za stari cel let. No, pa niso one prišle delati zdaj. One verjetno niso prišle na kmetijo z mislijo, da bojo pa one kozovce podirali. Ne? Ja, sam je bila res taka modna pistica, no, res so se opedenale zelo. Iskreno Pavel, jazbečarke so še vedno bolj primerno obuto za na kmetijo, ker pa štikle, ne. Pa je meni si hotel tukaj, zdaj kot porotnica. Jaz sem ta prvo rekel, da boš ti prišla. Kip piškotki. Elej, ta praznični čas je, ne, in treba je delati piškotke, doma pečemo piškotke in evo ju. Sveže iz pečice. Jo, a je bilo malo nelagodno gledati to? Ja. Zelo. Živ, Januša. Hello, kak si? Ja? Ja? Pozna se, da je Timu zelo žal za to, kar je naredil v preteklosti. Vse, ki so medtem, ki pa Nuša stari, meni se je ona pa prav smila, ker se vidi, ko ga imela res rada, pa da ga je čakala, Boga reva. Punca se je zaljubila. Ja, s tem, da ti moraš vedeti, pač ona je res tako mlada, pa ceno be ne more zameriti. Pa če res je, ki je človek tako mlad, se ful bolj zaljub,
Ka pa, ne vem, pol, ko si starejši, pač ne čutiš teh čustev tako intenzivno. A veš, kaj mislim? Ne znam. Nekaj smo stara, tako da. Ja. Ja, tako da zdaj, ko ti to razlagaš, jaz ne čutim nič. Ne vem, a mi je težje zdaj, ko sem tukaj, ko vem, da je tukaj, ali mi je težje bilo doma, ko pač ga ni bilo. Tim se je pol mal pokesal, ne? To se je že zadnjič, ampak par stvari, ki jih je pa rekel Tim, pa meni ni bilo zelo prijetno slišati. Pa se razumem, zakaj to govori, on bi res rad ta glas od nje, ne? Jaz, ko sem dobil od nove punce pismo, jaz se še joko se nisem, pač nič. Kaj je pol tudi on njej rekel, zato da je dobil ta glas, ne? Ta del je mene malo bolel med gledanjem. Aj, ker se je malo lagal. Ker se je pa kar, ja, malo se pa je, ne. Pa se razumem, se Tim je to rekel, da bo počel. On je rekel to že ne vem, v kateri epizodi. Jaz bom tle lagal, jaz bom tle manipuliral vse ljudi, zato ker bi rad zmagal. Ja, Ja, mislim, vse to, ne? Ja, vem, Pač idejem. Ja. Ne vem, na kak način ne povem, da ne zgubim glas od njej. on je pač odločen na zmago, tle ni druge debate in toliko dober je, da je Nušo pripeljal nazaj, čeprav je večkrat povedal, da ne bosta več govorila in tako naprej, zato, da bo on dobil glas. Kaj pa dol glede tega? Se mi res ne zdi fair tudi do nje, da jaz to neko prikrivam oziroma lažem, ker pač je vseeno človeka, ne, ima čustva ampak zdaj smo že v taki fazi tekmovanja, da mogu res ahtati, ne, kaj govorim pač. Eno je, Sam, pa, a ko je se to- igraš s čustvi, sploh, ko veš, da so ta čustva ful močna. Pač tlele ni šlo za bežno simpatičnost iz strani Nuše, ona se je pač res zaljubila vanga, ona ga je čakala. Pač ne more si ti tako igrati s človekom. Ni prav, se strinjam drugače s tabo, da ni prav, kar dela sam. Po drugi strani pa, če je to še ena ovira do njegove zmage, ki se je odločil, pa je Jasmin je v bistvu direkt povedal. Ni nič ovinkaril in točno tako tudi je, kot je Jasmin povedal. Ne vem. Kaj ti veš, kako on tebe manipulira? Kaj ti veš, kako? Ne zanima me. Ne zanima te? Na živce mi gre zelo nenormalno, ne vem, zakaj sem sploh prišla nazaj na to kmetijo. Malo se mi je zasmila v tistem trenutku, ker je bila že tako na dnu. Jaz si tudi dam prav iskreno. Ker pač, ok, povej svoje mnenje, če misliš, da ti manipulira Nuša, ok, lahko poveš, sem polje popust, pa se je ona pač dosti stara, da sama pove, komu bo dala glas. Žiga je ful samozavesten, ful je nasmejan, dobro se je naspal in nekako verjame v to, da bo zmagal in da bo ostal na posestvu. Jaz pa tudi upam, da bo na koncu tak. Arena, Žiga, Anja, kaj? Kaj? Noro. Ne vem, kaj sem jaz počel v tej areni zdaj, ampak sramota, stari. Ja, šokantno. Ful je... Anja, noben, še sama ni verjela, da bo šlo tudi tako čez. Kaj? Ona je bila z eno nogo že doma, kot je govorila. Ona je imela dost Žiga deloven fant, ki je za moje pojme tudi močen, tako konkretno kmečka moč. Zdaj vidim, koliko dejansko mi je ta igra pomenila. Kaj se je to zgodilo? A je bil Žiga tako pošastno slab ali je Anja veliko bolj talentirana za te stvari, kot smo si predstavljali? Jaz mislim, da je mu mogoče malo nesrečen, ko bi človek rekel, pa da je bil ful preveč živčen. Oziroma, da je ful preveč suvereno šel to. On je vedel tako, jaz bom zmagal, zato ker Anja je tak najšibkejši člen in pač ni dejansko, po mojem, bil sam pri sebi pripravljen na to, da ima Anja dejansko šanse proti njemu. Hotel si jo imeti, dobil si jo, evo ti zdaj, najšibkejši člen. Mene osebno najbolj presenetilo, da je imel tako težavo Žiga. S tem koruzo, ne? Ja. Narediti to koruzo pa mošniček, vsej si predstavljam, da ni zdaj lahko, pa pod pritiskom si. Pa da je toliko sfolil, ne, ker to je bilo res veliko sfolil. V bistvu ne ima je toliko zgrešil, kot so se mu podrle in je v bistvu bolj Veš, kaj je fora? Tam je po mojem štos, da narediš čim večje te mošničke, da daš dosti koruze, not, pa da ti ni problem zavezati, a ne? On je pa lih za glih delal, ne? Ja, on je pa mehne to delal, stari, kad ima pomankanje materijala, tam je mu ne vem, koliko tega materijala jim dajo, ne? In čisto mehne mošničke, pa itak, da ti koruza ven leti, pa da... Žiga je navajen na majhno mošnjo. Jaz sem modro tiho. Pa bomo take jajčke na vsako stran pogledali. Mislim, da to ni njegovo, od koga bi to lahko bilo? Ok, sprav, Žiga nam je odletel ven in potem je na koncu v tem svojem poslovilnem govoru, v tem svojem govoru, kjer je rekel adijo, je povedal, je pa tudi povedal, no to, kar smo se, ves čas smo se pogovarjali, a on pa Tjaša neki,
a je tle ena simpatija ali ni, pa se mi zdi, da je pol rekel, da je, ne. Nisem hotel kakršnekoli čustva razviti, zato ker vem, kakšna je pol situacija potem in res moram reči, tudi sebi vsaka čast. V bistvu rekel je, da on načrtno ni razvil svojih čustev in moje vprašanje za vaju je, a se da načrtno ne razviti čustev? Po mojem ja. Ne. Ne? Glej ti to. Povej nam o vsem tem. Stari zdaj se učutim, da sem prišla na eno Spovednica. uro psihiatra ali pa nekaj, no. Po mojemu je bila Tjaša simpatična valjda, ampak je pa delal na tem, da njegova dejanja ne bi vodila do česa, tako kakor naprimer Tim pa Nuša, ne. Iskreno bi se lahko tudi Tim zavestno zabremzal, kako se on obnaša do Nuše, tako kot se naprimer Žiga pri Tjaši. Pa če veš... Ali pa sam videl sliko od fanta. Ali pa če veš kak biceps ima Marcel njen, pol tudi... Ampak dejstvo pa je, če ti kažeš, da ti je nekdo všeč, pa če tu dobivaš nazaj, pol tu te stvari sem že rastejo, a ne? In prelivaš olje na ogenj oziroma, ja. A veš, kaj mislim? Se pravi, se strinjate z menoj. Vedno. Bolje imeti mir kot prav. To moraš tudi enkrat notati. To res moram reči. Ja, pa smo imeli mi kar prvič še pa eno areno, ne? Kar še eno. In ja, zdaj mi je jasen, najtežjih pol kile moke v življenju. Ja, pa tudi je bila dobra arena, se mi zdi, ne? Ja, ful. Jaz sem nekako še kar pričakovala, kakšen bi bil izid, da bi bilo kontra. Da bi Ines zmagala. Ines je kar, koliko je imela? 3, ne? 3 zmage, 4. ni šla čez. Idemo zmagati to! In imamo zmagovalca prvega današnjega dvoboja. To je postal Nik. Po mojem najboljši del tega dvoboja je pa meni vedno, ko Niku neki rata, koliko je ta človek vesel. Ja. Jaz bi rad enkrat v lifeu se ene stvari toliko razveselil, kot se je on. Kaj gospod, ko se namesti tole, sam še džakuzi, da bi bil alfačuzi, ali kaj je ono rekel. In se metu v bazen. Pa z ene strani, pa z druge strani, pa en ples, pa drug ples. Tako, wow. Vsi so se preštimali za to, da grejo gost, on je skakal v bazenu, njega je briga za cel svet. Anja, jaz sem v finalu. Se vidimo v areni, tam je pa moj teritorij. Kako sem vam zdaj rekel, a komi zmagal? Eno stvar, ki sem si jo v tem tednu zapomnil, ni tekmovalec, ni porotnik, ampak je polh. Ne! Lej gor, Žarko! Ga vidiš? Lej gor! Ne upam. Ja, luškanc. A ste vi vedeli, da so polhi luškani? Ja, pa si tu je kaj ena myš, sem malo drugače rejena, kaj? Žarko mu je ime. Ja, ampak myš ni lušna. A polh je? A je? Mislim, meni ni no. Žarko! Pogledaš no. Sunce ti, Žarko. Lej ga levo, gor. Ne morem ga. Levo, gor, poglej. Zdaj bomo šli preselili se bomo v drug del te cele štale, kjer vidva bosta ne in Natalija bo ja. V bistvu sem ti malo fauš, ampak gremo. Dajmo. To je, kvačva. Ja. A si? Ja. Ali daj še enkrat, no, tu sta nesložna, stari nepisme. Sam še enkrat še. Dober dan. Tako pa začenjamo, ker zdaj nekako vsi v glavi prihajamo v to, da se kmetija letos končuje in nam je težko, tudi nam trem je težko. Kje si ti zdaj mentalno? Narobe se lotevate stvari, zdaj morate biti, wow, super finale bo, da vidimo, kako bo, kdo bo zmagal, kdo bo letos nesel 50.000 evrov in laskavi naziv zmagovalka ali zmagovalec kmetije 2024. Tako da obrnite zgodbo. Ali pa zdi se mi, da mi se počutimo bolj kot Nada. Meni je ta naloga najtežja, ker morajo začeti podirati. Dobro, se tudi meni je hudo vsako leto, ko vem, da je samo še, 5 dni ali pa zadnji dan in pride superfinale, da se razumemo, ker ne nazadnje tudi jaz živim z njimi in diham z njimi in mi je težko, ampak jaz očitno gledam malo drugače na stvari. To smo midva se glih pogovarjala. Ti imaš malo drugače to. Ti nimaš favoritov, ti se ne povežeš čustveno. Kako ti to uspe? Ker tudi mi nismo planirali tega, pa smo nekako padli pod vpliv hiter. Marjanca!
A ti kaj misliš name? Zato, ker je to moje delo. Jaz vem, da ne smem biti pristranska. Že prvo sezono, ko sem jo začela delati, sem sama sebi rekla, Natalija, tu je meja, tu si ti, tu so tekmovalci. Oni so tekmovalci in to je to. Tamara, odkimavaš in imaš solzice v očeh. To ne pomeni, da meni ni hudo, ko vidim, da nekdo joče, ker pogreša domače ali ker trpi, ker nima kaj za jest. Ampak si ne dovolim, da mi pride to blizu. Ne sme mi priti, ker se mi zdi, da v trenutku, ko bi lahko bila pristranska. Bohrmaschine drop. Kangelce drop, to drop. Va. Deva kakšen mit razbiti o tem, kaj ljudje mislijo, da se dogaja na kmetiji, pa kaj dejansko je. Največje takšne nebuloze, ki mi kar včasih dvignejo pritisk, ne. Ja, saj tam imajo zajest, zato ker ko kamere izklopite, jim date celo pojedino. A bi se tekmovalci in tekmovalke kregali, če bi dobivali pojedine za rezino sira in salame? Razmislite malo. Ne. Druga stvar, ja, saj skoraj nič ne delajo, kako lahko naloge naredijo, to vam ziher zunanji sodelavci pridejo in naredijo namesto njih. A mislite, da imamo res toliko denarja, da bi še nekoga zunanjega najeli, da pride delati naloge namesto tekmovalcev? Tam je en priden sosed, ki ima vinograd in on verjetno, ne? Ne gre to tako. Jaz razumem, da imajo gledalci in gledalke svoje neke domneve, k temu pripomorejo tudi mnenja na družbenih omrežjih, da se razume, dovolj je, da en nekaj napiše in blekne v navednicah rečeno in potem to vsi kupijo, to pa zdaj drži, ne? Kaj je to? A to je polh? Je to podgana? Kaj je to? Marsikdo reče, da ena največjih sprememb je, da nimajo telefonov. Ampak veš, kaj je pa še zanimivo? Lani, za leto še ne vem, jih še nisem povprašala tega, ampak lani, ko smo se po snemanju pogovarjali in sem jih vprašala, kako je bilo brez telefona, brez družbenih omrežij, ker ogromno jih tudi od tega živi danes z lahkoto, z veseljem so dali telefon proč, da so videli, kako je preživeti dan brez tega. Živijo potem skupaj snemalci in reporterji na terenu, odmislijo jih, to mislim s tem povedati, ne vidijo jih več, spozabijo se, ker to, ko prestopijo ograjo in prag kmetije, je njihovo novo življenje za naslednjih nekaj mesecev. To je en tak njihov mali svet, ne? Ne sprašujejo se več, zakaj tja ne smejo, zakaj tako. Pozabijo, da zunaj svet obstaja. Svojo klimo imajo in tam živijo in so. Je zato potem, če zdaj se malo naveževa na te stvari, ki se dogajajo, ti veš, da imaš nekoga zunaj, ki te čaka, potem pa v kmetiji kljub temu se stvari kar na novo postavijo. A je to, ne vem, a jim damo lahko en tak mehen odpustek? Ciljaš zdaj na Tima? Ciljam na Tima in bodi mogoče konkreten. na še koga. Tako, ja, Timova zgodba je bila najbolj izpostavljena. Ne podpiram teh dejanj, ki jih je naredil. Vsak odloča sam zase in tudi posledice vsak mora potem sam sprejeti. In ne bom ocenjevala njega in njegovega dejanja, ga pa do neke mere razumem. Predstavljaj si res, si sam. Težko ti je, pogrešaš, ne vem, in svoje bližnje, svojo punco. Na koga se obrneš, ko ti je težko, pa rabiš nek nasvet? Na nekoga, ki ti je blizu, ki te bo objel, pa ti bo rekel, glej, stisni. In jaz verjamem, da vsem tekmovalcem to manjka. Je pa res, da je odvisno od tega, kakšen karakter si, če boš temu podlegel, ko boš to potreboval ali ne. Kje ste našli Nado? Nado imamo mi toliko radi v celi štali. Nada je tudi meni zelo ljuba, midve se zelo dobro razumeva. Popolna se Jaz vedno, ona je prava kmetica. Ona je ženska, ki ima toliko kmečkega znanja, da nje ne moreš prenesti okrog. Ona obvlada vse. Ženska je v Guinnessovi knjigi rekordov. Ona je tako dejavna, ona ima svoje folkloriste, s katerimi potuje po Evropi in pleše. Ona rada hodi na izlete, doma ima svojo kmetijo, dela sama, poskrbi za živali in vse. Obvlada zadeve, srčna je, zelo hitro ji pridejo stvari do srca, še posebej ob koncih sezone, ne, tako kot si rekel. Ne predstavljam si, da bi bil kdorkoli drug v njeni vlogi. Nočem slišati nikogar drugega, da zavpije glava družine! Glava družine! Nočem! To je njen podpis in podpišem to tudi jaz. Nada je perfektna. Recimo ta teden, ko jim je uspel ne opraviti te tedenske naloge prvič v sezoni. Jezna je. Je bila... Videli ste je, njej ni bilo v redu. Tako razočarana, sem pa danes, pa verjemi, da še nisem bila.
Jaz sem jih tudi potem kregala v areni, sicer se to ni videlo, ampak sem jim povedala in ni jim bilo vseeno. Tekmovalcem ni bilo vseeno, ker videti Nado jezno ali pa v solzah vzbudi v tebi neke posebne občutke. Morate pa vedeti, da je delo na kmetiji čez vse veselice, čez vse stvari, čez vsa veseljačenja prvo. Torej, prijave se mi zdi pa, da so tudi že odprte, ne? Za novo sezono. Ja, prijave so za novo. A razmišljaš, da bi se prijavil? Da bi se jaz prijavil? Meni je ta stol zelo udoben. Verjamem. Če pa želite vi izkusiti kmetijo kot resničnostni šov in končno tudi vi potem reči, pa ni tako, kot ogromno ljudi misli, potem se lahko zdaj prijavite. Prijave so odprte in sicer na spletni strani 24ur.com. Ogromno ljudi se, ne vem, če sva midva že kdaj o tem klepetala, prijavi ne toliko zaradi 50.000 evrov, ampak zaradi popolnoma drugih stvari. Ali se jim je kakšna tragedija zgodila v življenju, pa se želijo preizkusiti v nečem, ali so adrenalin friki in rabijo to, veš, da jih nekaj novega, nekaj še nedoživetega, ali pridejo, da se dokažejo svojim družinskim članom. Mislim, ogromno je razlogov, zakaj se ljudje prijavijo. Ni samo 50 jurjev po domače in pa seveda laskavi naziv zmagovalec kmetije. Ne? Kdo je vaš favorit Marjanca? Pa ste, kaj boste rekla? Več jih je. Okay. Ena stvar, ki jih je Maja rekla, letos sem prišla tudi zato, da spet shujšam malo. Ja. In če bi primerjali recimo posnetke iz prve epizode in zadnje, so oni precej neprepoznavni. In to je še en dokaz več, da jim ne dajemo pojedin. Tako da ja, tudi če želite shujšati, lahko pridete na kmetijo in se prijavite.